No, danes ni bilo govora o tem, govor je bil o pozitivnih signalih, ki jih mora Slovenija poslati navzven in navznoter. Mislim, da je bil, da smo lahko zadovoljni z rezultatom tega sestanka. Bo SDS torej podprl vseh 6 zakonov, ki jih je pripravila vlada in dala naprej tudi prejšnji teden? No, dogovor je šel preko tega. Skratka, dosežen je nek sporazum, mislim, da ga bo gospod Pahor natančneje pojasnil, ki govori o neki prvi potrebni začetni stopnji soglasja za uvrstitev zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo, kar je bistveno več kot to, kar je predlagano v zakonodaji. No, ampak teh 6 zakonov bo vaša stranka podrla, bo dala 24 glasov? No, ti zakoni so ponovitve postopkov, vsi zakoni so bili že vloženi v jeseni, mi imamo stališča do vsakega posebej. Strinjamo se s tem, da gredo naprej v proceduro, vendar ne vsi po nujnem postopku, ker niso vsi za nujen postopek, je pa procedura dobrodošla. Kaj pa arbitražni sporazum? Glede arbitražnega sporazuma ni bilo nobenih zaključkov, zgolj informacij. Kaj pa glede stališča za srečanje predsednika Evropske unije? Ja, kakšno posebno, kaj ste pravzaprav naročili gospodu Pahorju, kakšno stališče naj zastopa v Bruslju? Torej, posebnega sklepa ni bilo, vendar pa lahko iz razprave zaključim, da slovenska politika ne nasprotuje temu, da se potem, ko je nastala monetarna unija, ta poglablja v smeri fiskalne unije. Tukaj gre, po mojem mnenju, za določeno vsebinsko spremembo dosedanjih slovenskih stališč. Ni se zgodila danes, ampak se je do tega prihajalo postopoma v skladu s tem, kako je Slovenija reagirala na predloge, ki so zdaj s tem prihajali iz Bruslja. Mi s tem nimamo težav. Že takrat, ko smo prevzemali evro, smo vedeli, da bo skupna valuta obstala, če bodo države sposobne poglabljati tudi fiskalno sodelovanje in harmonizirati to vrstno zakonodajo. Ključno sporočilo za Bruselj pa je seveda to, da je Slovenija pripravljena sprejeti v lastni ustavi omejitve glede zadolževanja. Glede to, da se danes očitno zelo zbližajo stališča, ste bliže tudi politično, oziroma je to pomagalo pri nadaljnjem delu pri oblikovanju vlade? Oblikovanja vlade ste kaj govorili, danes ste vsi sedeli za isto mizo? Katerakoli vlada bo, ji bo to, kar se je danes doseglo kot neformalni dogovor, v veliko pomoč. Kakšna je pa ta omejitev glede tega fiskalnega aspekta, tega zadolževanja? Je to teh 45%? 48 je zdaj. No, tukaj nismo dorekali odstotka, ker tudi ni najbolj pomemben. Vezani smo z pravili igre, ki smo jih itak sprejeli v okviru Evropske unije oziroma v okviru Evropskega pakta stabilnosti in rasti. Veste, da ta pakt omejuje bruto dolg države na širšega sektorja države na 60% in seveda pod temi odstotki je nekje treba postaviti mejo. Kateri zakoni pa po vašem mnenju še niso nujni za hitri postopek, oziroma nujni postopek teh predlaganih? Torej, nujni postopek določa Poslovnik Državnega zbora in seveda kolegi Državnega zbora bo v skladu z temi pravili tudi odločal, vemo, kaj je nujno. Enako nujno, kot je recimo komunalna in hipotekarna obveznica, je še vrsta drugih ukrepov, ki so bili tudi lani vloženi in jih je zdaj možno ponoviti. In se verjetno to dogajalo odvisno pač od tega, kakšna bo dinamika pri tem, ko bo Slovenija dobivala novo vlado. Boste vi tudi konkretno kaj predlagali, pa kaj, če boste? Jaz upam, da to ne bo potrebno in da bo nova vlada čim prej, tako da poslanske skupine ne bodo nadomestek za kvalificiranega predlagatelja, oziroma prvega kvalificiranega predlagatelja, je pa seveda tudi to možno. Gospod Janša, amandmani te zakone? Kot že rečeno, vsi ti zakoni so bili predlagani že septembra ali oktobra, mi smo takrat pripravili stališča, vrsta pripomb, dopolnitev, jih je zelo veliko, lahko rečem, in jih bomo seveda ponovili, ne. Je pa neko seveda osnovno strinjanje tudi z naše strani, da to niso nepotrebni zakoni, samo gre za vprašanje prioritet. Ja, šlo še eno vprašanje glede bonitetne ocene. Evropska komisija ni predlagala nobene evropske agencije. Ste kaj o tem govorili? Jaz sem že na seji Mačevskega Evropskega sveta leta 2008 dejal, da bo morala Evropska unija slej ko prej dobiti lastne bonitetne agencije, od takrat naprej potekajo diskusije v zvezi s tem.
tukaj gre za pač razhajanje znotraj G20, ki zdaj tudi kreira mednarodni finančni sistem. Mislim pa, da se to soglasje oziroma da se večinsko mnenje znotraj Evropske unije krepi. Evropa potrebuje tukaj spremembe, ne more biti zdaj Evropa, ki je tudi monetarno območje, v celoti odvisna od ameriških bonitetnih agencij. To ne pomeni, da je treba te ocene podcenjevati. Vemo pa, kako so te agencije recimo namerile rating Lehman Brothers eno leto prej ne propadel, 3A. Skratka, dobra ocena ni obramba pred katastrofo, hkrati pa seveda ni za podcenjevati slabih Pa ste ocen. dali gospodu Pahorju še mandat, da lahko zdaj na vrhu konca januarja v Bruslu potem kaj reče? Ker Slovenija ima proti Evropske agencije, rekla gospa Vraničarjeva prejšnjo sredo. No, sej, 30. januarja ne bo razprava o tem, oziroma ne bo odločanje o tem, nič v zvezi s tem ni predlagano. To je diskusija, ki bo potekala sporedno oziroma paralelno s temi predlogi za spremembo Lizbonske pogodbe. Do zaključka bo verjetno prišlo na marčevskem Evropskem svetu. Tudi ta sestanek danes ni bil formalen sestanek, da bi komorkoli podeljeval mandate. Mislim pa, da je šlo za, če ne soglasno, pa za veliko stopnjo soglasja v zvezi s tem, da se Slovenija strinja z zaostritvijo pravil igre, ko gre za fiskalne politike nacionalnih držav članic in da seveda posledično sprejema nekatere oblike harmonizacije fiskalnih politik v Evropski uniji, tudi tiste, ki seveda predvidevajo sankcije za države, ki ta pravila kršijo. Gospod Janša, slišali smo včeraj tudi strani Liste Virant, pa tudi strani Desusa, nekateri očitno imajo pomisleke z vami kot potencialnim kandidatom za novega mandatarja zaradi kazenskega postopka. Zanima me, ali imate to vrstne pomisleke tudi vi? Torej, mislim, da je bilo zelo jasno povedano strani predsednice Nove Slovenije na prvi seji državnega zbora, da morajo tisti, ki so izvoljeni v državni zbor, znati tudi šteti. Jaz bi to priporočal vsem, ki zdaj sestavljajo ali pa skušajo sodelovati v kakšnih koalicijah. Kar se tiče pomislekov in dodatnih predlogov, pa jih je seveda veliko z vseh strani. Tudi naša stranka bo imela konec tedna razpravo na izvršilnem odboru, kjer bomo postavili svoje zahteve v skladu z volilnim rezultatom in se seveda dokončno odločili na seji našega sveta, potem, ko bodo padle odločitve tudi vseh drugih strank. Skratka, ne gre tukaj za to, da bi si Slovenska demokratska stranka prizadevala na vsak način in za vsako ceno sestaviti vlado in koalicijo. Zavedamo se težav, ki so pred nami. Mi želimo prispevati v skladu z odgovornostjo, ki so nam jo naložili volivci, in apeliramo na vse, da to voljo upoštevajo in si ne izmišljajo nekih nerealnih razlogov. Poznam še komentar na vse bolj pogoste grožnje slovenskim politikom, tudi vam, včeraj smo brali gospodu Žerjavu, pa gospodu Pušiču in tako naprej. Se kot politik še počutite varnega moralo? Torej sem dobil grožnjo za likvidacijo strani policijskega funkcionarja, ko sem opravljal funkcijo predsednika vlade. Ta oseba je bila na sodišču neoproščena, ampak je postopek zastaral, ker je sodnik primer založil. Delovno sodišče pa je naložilo, da mora biti ta oseba ponovno, naložilo policiji, da mora biti ponovno zaposlena in oborožena. Torej, če že govorimo o tem, da je kdo ogrožen, se treba tudi vprašati, kdo nekoga varuje. Glede na to, od kje nekatere grožnje prihajajo, jaz mislim, da je bila to velika napaka, ne zato, ker sem bil jaz tukaj v igri, ampak zato, ker se je s tem primerom pokazalo, da so take grožnje dopustne in da so tisti, ki jih izrekajo, lahko celo nagrajeni glede na odločitve nekaterih organov. Torej, dokler se tukaj ne bodo upoštevala ista merila za vse. Vemo, da je bil nek drug primer, ko je nekdo grozil nekomu drugemu, na sodišču zelo hitro obravnavan, je bil človek obsojen, mislim, na 11 let. Skratka, treba je upoštevati iste kriterije, ista merila, pa se bodo te stvari zatrle drugače. Kako ste sicer ocenjujete to dodatno iskanje dodatnih osob strani Pozitivne Slovenije? Meni se zdi sporno, ne glede na to, ali bi do takšnih odločitev prišlo javno ali za kulisijo, se pravi
za zavesami, ne, kot nekateri temu govorijo. Jaz dopuščam možnost, da nek poslanec, ki je izvoljen na istoimenski listi, kot pravi zakon, ali na listi neke stranke, po določenem času, po nekaj letih spozna, da pač on tja ne sodi. Tega ni mogel vedeti naprej in takrat menja poslansko skupino. To se je dogajalo in tukaj je možno iskati, bom rekel, bolj upravičene izgovore za takšen korak, kot če se to zgodi takoj po volitvah. Če nekdo takoj po volitvah zamenja poslansko skupino, tukaj ne more biti motiva v zvezi z njegovim prepričanjem, ampak gre lahko izključno za politično korupcijo. In če ne bomo sposobni tega preprečiti, se je treba vprašati, zakaj sploh imamo volitve. Samo to me zanima še, gospod Janša, pojavile so se ene informacije v obtoku, da ne bi bil tretji morebitni kandidat celo gospod Pahor. Ali veste kaj o tem oziroma kako ocenjujete to vrstno teorijo? Dalj časa bo ta situacija trajala za več kandidatov, da ste slišali.